Življenje na vrhu večstanovanjske stavbe je lahko povsem drugačno od življenja v nadstropjih nižje. Še posebej, če imaš možnost sodobno, prostorno mansardo prilagoditi svojim drznejšim željam in potrebam. Med prednosti življenja na vrhu spada tudi obilica dnevne svetlobe, če jo le znaš pravilno ujeti. To je stanovanje, ki diha s polnimi pljuči, kar mu omogočajo visoki stropovi, posamezni impozantni elementi ter obilica steklenih površin. Mlada arhitekta Tim in Rok sta dobila priložnost prilagoditi mansardno stanovanje v novem bloku v Ljubljani. Imela sta razmeroma proste roke, ko sta se znašla pred izzivom, kako čim bolje izkoristiti res zelo visok prostor, ki na najvišji točki sega 5 metrov visoko. Tim in Rok, pozdravljena. Najprej prosim, kakšna je osebna izkaznica tega stanovanja? V resnici, kje zdaj smo? Mi se zdaj nahajamo v zadnji etaži tega bloka, v mansardni etaži. Kvadratura tega stanovanja je približno 120 kvadratov, vključno z galerijo. Mi smo s projektiranjem stanovanja začeli približno 2 leti nazaj, vseljivo je pa postalo lansko leto, tam oktobra, novembra. Se je dalo v tej fazi, ko ste stanovanje prevzeli, še kaj spreminjati? So bile kakšne spremembe v tlorisu? Ja, se pravi, mi smo prevzeli to stanovanje v tretji podaljšani gradbeni fazi. To pomeni, da je konstrukcija, streha, okna so izvedena. So bila pa dopustna, se pravi, neka odstopanja od tlorisa, ki je bil že zrisan. Mi smo tloris deloma tudi spremenili in zaradi tega tudi dodali strešna okna, naprimer. Deloma so bile tudi inštalacije že pripravljene in zaradi tega, ker smo mi tloris spremenili toliko, kar smo ga, smo mogli potem tudi inštalacije malo prestavljati po stanovanju. Kakšne so pa bile osnovne želje lastnikov, kakšne smernice so podali? Splošno je bila želja po povečanju dnevnih prostorov in po izkoristku te dvojne višine, tako da smo v bistvu potem pripravili še predlog te umestitve galerije. Ta impozantna višina, kaj to prinese vse s seboj? Verjetno pri oblikovanju tako pluse kot minuse. Ja, seveda, se pravi ta višina, ampak ne samo višina, predvsem ta višinska razlika. Na najvišjem delu stanovanja visoko 5 metrov, na najnižjem pa 1,60 m samo. Tako da to je bila zelo ena zanimiva točka pri projektiranju. Največji izziv pri projektiranju tega velikega prostora je bilo, kako umestiti vse skupaj v ta visok, širok, dolg prostor. In to smo naredili nekako na več načinov. V prvem koraku smo prostor razdelili na te glavne volumne, kot recimo ta kamin in pa stopnišče, ki smo ga oblekali v take mogoče malo bolj zanimive materiale, keramiko in pa les. Potem v drugem planu lahko govorimo o teh glavnih elementih v tem prostoru, kot so kuhinjski otok, jedilna miza in pa zofa, ki delijo ta prostor na kuhinjo, jedilnico in pa dnevno sobo. Pa potem še neki zadnji elementi, kot so naprimer ta dolg črn profil, ki ga gledamo nad nami, na katerem so vsi reflektorji, ampak ta profil je namenoma spuščen dokaj nizko na neko človeško merilo, da mogoče malo razbije to višino. Na drugi strani so te zavese, se pravi taldostrobo, ki višino poudarjajo. Čeprav ima dnevni prostor zares veliko panoramsko okno, so se odločili še za dodatne vire naravne svetlobe. Se pravi, s spremembo tlorisa smo v bistvu na nekaterih mestih skoraj morali dodati neka strešna okna, da smo zagotovili svetlobo. To se je zgodilo v kuhinji, se pravi s 3 strešnimi okni in pa nad galerijo. Neža, v tem stanovanju imamo res veliko svetlobe, ampak a za to svetlobo poskrbi zgolj tale velika panoramska zasteklitev? Ja, prostor je res izredno globok in tej velikopotezni zasnovi z visokimi stropovi nekako pritiče tudi ta kakovostna osvetlitev. Zdaj, če še tako dvigujemo zgornji rob oken na fasadi, svetloba ne bo nikoli prišla več kot nekje do polovice prostora. To je dokazano tudi z raziskavami in z meritvami. Tako da, če želimo nekako uravnotežiti to osvetlitev, potrebujemo še drug vir. In v tem stanovanju so to strešna okna, kombinacija 3 velikih strešnih oken, ki sega od roba kuhinjskega prostora do drugega roba kuhinjskega prostora, res velika
zasteklitev, krasno pa osvetli celotno kuhinjsko površino. Kuhinjski pult, svetloba prihaja z leve strani, kar je idealno za delovno površino, tako da verjamem, da je to eno prijetno stičišče za kuhanje in tudi družabni prostor. Tukaj imamo okna ugrajena direktno nad kuhališčem. A imajo še kakšno drugačno funkcijo, razen tega, da tako zelo kvalitetno osvetlijo ta prostor? Primarna vloga vseh oken je seveda osvetliti prostor. Ampak večkrat pozabljamo na to, da okna lahko izkoristimo tudi za naravno prezračevanje. Se pravi, okna, takole strateško pozicionirano nad kuhinjskim pultom, dejansko lahko nadaljavo odpiramo, okna so elektrificirana, možno jih je odpreti takrat, kadar prostor in pa tudi človek potrebuje svež zrak. Hitro, neposredno odvajanje vseh vonjav, to je ena zadeva, druga je pa mogoče še orientacija. Tukaj je vzhodna orientacija, jutranje sonce, dobrodošlo, hkrati pa lahko tudi moteče, kadar je sonca preveč. Zaradi tega so vgrajena zgoraj elektrificirala zunanja sečila, ki preprečijo pregrevanje, nam pa tudi odvzamejo tisto zaplato sončno, ki se lahko pojavi na površini in je za delo moteča. Kako pa lahko strešna okna na ravni ali pa poševni strehi vplivajo na mikroklimo, torej na prezračevanje? Tako okna v ravni strehi kot strešna okna, če so elektrificirana, jih je zelo enostavno uporabljati za prezračevanje, ker jih upravljamo preko upravljavca in jih lahko tudi časovno sprogramiramo. Seveda, če imamo okna na višini in sočasno odpiramo še recimo okensko odprtino na drugi strani, potem je to najučinkovitejši lek, ker gre za prečno prezračevanje, izmenjava zraka je zelo hitra in učinkovita. Še bolj pa je to prezračevanje učinkovito, če izkoriščamo višino, se pravi strešno okno ali nekje v nižjem delu fasadno okno, ker se ustvari vzgon. Bojazni ni, da bi okna ostala odprta, ker imajo vgrajen dežni senzor, ki avtomatično zapre okno, ko pada dež. Nad galerijo, kjer se nahaja delovni prostor, ima streha nizek naklon. Vanjo je vgrajeno tako imenovano okno za ravno streho, primerno za strehe z naklonom do 15 stopinj. Neža, tukaj imamo pa primer strešnega okna vgrajenega v skoraj ravno streho. Ampak zakaj je tako veliko, glede na tale prostor, ki je precej majhen? Ja, površina je res velika. Okno meri 150 na 150 centimetrov. Je pa to zelo pomembno, da v bistvu, ko se načrtuje osvetlitev, pomislimo tudi, koliko prostora bomo dobili z dodatno višino, ki se ustvari zaradi debeline strehe. In v tem delu, ki je po kvadraturi manjši, to doda dodatno, stojno višino tudi in pa prostor vsekakor deluje prostornejši. Zdaj, okno na strehi pod tem naklonom da praktično do 3-krat več svetlobe kot okno v fasadi iste površine. V tem primeru je uporabljeno okno, ker skoraj ni vidnega okvirja, steklo sega od roba do roba. Ker pa gre za okno in ne kupolo, daje okno jasen pogled v nebo. Ampak kako pa je potem sedeti direktno pod tem oknom? A ti je lahko kdaj vroče? Toplotno ugodje je res zelo pomembno, ne samo poleti, temveč tudi po zimi. Prihaja zimski čas, takrat moramo poskrbeti, da ni preveč toplotnih izgub, da je tudi temperatura na steklu višja in to se zagotavlja z troslojno zasteklitvijo, ki je vgrajena v tem oknu, da preprečujemo tudi toplotne izgube. Zdaj, v poletnih mesecih pa pomembno, da preprečimo pregrevanje prostora. To je možno narediti z senčili. Senčila imajo aktivno vlogo in zelo vitalno pri oknih. V tem primeru je vgrajeno mrežasto senčilo, ki prepušča svetlobo in hkrati prepreči, da se prostor ne pregreva. V tem stanovanju pozornost takoj pritegne tale impozantni kamin, oblečen v keramiko. Kakšna je tukaj zadaj ideja? Ideja je bila kamin obleči v stare pečnice. To so tradicionalni elementi, v katere se je obleklo stare peči, krušne. In so imeli take prijetne motive tradicionalne, vdolbine in izbokline. Vendar zaradi cene si tega žal nismo mogli privoščiti, tako da smo našli eno tako lepo sodobno alternativo, manjše keramične ploščice, katere imajo prav tako ene take, recimo temu, motive znotraj, mogoče bolj grafične in posnemajo to tradicionalno pečnico. Tako kot kamina ni mogoče spregledati niti mogočnega stopnišča, ki vodi na galerijo.
Želja je bila narediti neko pregrado med otroško sobo in dnevnim prostorom. To smo v namen izkoristka prostora naredili na način, da so v bistvu naredili to kompletno mizarsko, se pravi na strani otroške sobe je v bistvu so izdelane omare stopničaste, na tej strani so v bistvu preko omar samo položene stopnice in pa vse skupaj oblečene te čudovite lamele. Med premičnimi kosi opreme izstopajo nekateri starinski kosi. Ja, pri teh novih modernih stanovanjih, sploh večjih, tako kot je ta, je hitro lahko problem, da so preveč sterilni. Nam se je zdela zanimiva oziroma se nam je zdel zanimiv kontrast med modernejšim in tradicionalnim. Zato smo tudi izbrali zelo veliko starinskih kosov pohištva, kot so tele stoli, na katerih zdaj sedimo, ki so stari več kot 150 let, restaurirani, pa potem orientalska preproga, recimo rustikalni ročaji in pa kredenca iz masivnega lesa v galeriji. Največji del izbora notranje opreme je torej pripadel arhitektoma, seveda pa je tudi lastnica stanovanja dala svoj pečat v enem od prostorov. Si je pa lastnica dala duška v otroški sobi, kjer je zelo lepo opremila stene otroške sobe, tako da ni v bistvu edina posebnost otroške sobe te omare, ki se odpirajo proti otroški sobi, ki so v bistvu na drugi strani stopnice, ampak tudi stene in pa pograd z vkomponiranimi policami za knjige. V tem stanovanju svetloba pleše po stenah, zdrsi čez otroške risbe in v lesu pusti svoj odsev. To je dom, kjer so stene šele začele poslušati zgodbo o toplini, nežnosti in življenju, ki se šele začenja.